Društvo gluhih in naglušnih Koroške je že tretje leto zapored sodelovalo na 10-dnevnih jesenskih srečanjih nevladnih organizacij na Prevaljah. S svojo pojavnostjo želijo med Koroščci dvigniti prepoznavnost svojega društva in pritegniti nove člane, promovirajo znakovni jezik, hkrati pa javnost seznanjajo tudi o koristnosti tehničnih pripomočkov. V družbenem domu Prevalje so se predstavljale še druge organizacije, ki delujejo na področju humanitarnosti in zdravja. Mi zbiramo pomoč za družine, ki so potrebne pomoči. Pomagamo vsem brez razlik. Mi smo se odločili, da sodelujemo pri Dnevu humanitarnosti in zdravja, ker se nam zdi poglavitno, da smo aktivni na področju naše regije, kar se duševnega zdravja tiče. Smo namreč organizacija, kjer izvajamo socialno-varstvene programe za osebe, ki se znajdejo v stiski. Glede na to, da je teh težav vedno več, da je porast, predvsem v naši regiji, je pomembno, da ozaveščamo. Veliko je še predsodkov v naši družbi, ljudje si tudi ne upajo pristopiti, stisk je pa vedno več, zato je pomembno, da smo zraven, da poudarimo, da se lahko kdorkoli se znajde v stiski ali kdorkoli od svojcev poišče pomoč pri nas. Namen delovanja naših društev je, da nadomeščamo izgubljeno socialno sredino in družino. To se velikokrat zgodi. Potem dajemo varen prostor za reševanje osebnih stisk in težav starih ljudi, ki so v starosti seveda se še povečajo, sploh če so sami. Potem dvigujemo kvaliteto življenja vseh sodelujočih in pa omogočamo, da ljudje ostanejo čim dlje v svojem okolju doma, da jih ni treba tako hitro nameščati v domove za stare ljudi.
Mi bi si želeli s programom Svit priti med vso populacijo na Koroškem, ker smo pač Korošci tudi tista populacija, ki precej zboleva za rakom na debelem črevesju in danki. In če samo povem podatek letošnjega leta, ki ga je podal Nacionalni inštitut za javno zdravje, torej Republike Slovenije, v približno pol leta smo pri nekaj več kot 60% odzivnosti odkrili skoraj 175 prikritih krvavitev, ki kažejo na neko dogajanje v črevesju, ga pa človek včasih sam ne zazna, niti z očmi te krvavitve ne opazi. In da bi približali ta program širši populaciji, se skupaj v podpori občine udeležujemo te stojnice in vabimo seveda ljudi, da nas obiščejo. Jesenska srečanja so uspela. Nekaj 100 Korošcev več zdaj ve, da med njimi živijo tudi gluhi, ki uporabljajo znakovni jezik. 3 obiskovalci pa so izkazali tudi interes za včlanitev v Društvo gluhih in naglušnih Koroške.